Kareljeva Salmi, Miklavževa cerkev. Velika in zelo prostorna cerkev. Visoke notranje prostornine stavb. Toda tukaj ni ogrevalnih sistemov. Na splošno med gradnjo ni narejenih peči. V kotu najdemo čudno strukturo. V opečno steno je vklesen širok kanal. Tu je bila postavljena kovinska peč. Iz zidu so bile izlomljene opeke. Na vrhu je bila preluknja luknja za odvajanje dima. Dimna luknja je dobro vidna od zunaj. Očitno tega načina ogrevanja arhitekt ni predvidel. Vidi se, da so lomili opeko za izdelavo dimnika. Toda na opekah ni črne saj in saj. Tu je bila verjetno vstavljena pločevinasta cev. Zakaj so bile opeke izbite tukaj? Naredili smo vodoravno nišo. Ja, razumem. Tu je bil izmenjevalnik toplot. Za ogrevanje prostorne cerkve. Potreben je velik radiator. Tu je bil nameščen kovinski izmenjevalnik toplote. V steni je bila izdobena vodoravna niša za radiator. Kakšno neumnost so naredili. Koliko opek je bilo polomljenih? Uničili so kakovosten zid. Izbili so luknjo navzven. Na napačni lokaciji za dimnik. Tu se stika več strešnih vogalov. Na takem mestu je težko narediti zanesljivo streho. Zato sem moral cev speljati vodoravno čez podstrešje. In ga dvignite na mesto, kjer ima streha eno pobočje. Ljudje postavljajo veliko javno stavbo v hladnem podnebnem pasu. A ogrevalnih sistemov ne načrtujejo. Niti arhitekt, niti naročniki, niti gradbeniki, niti lokalni prebivalci, nihče ni uganil, da je treba stavbo pozimi ogrevati. Naredili so visok zvonik. Zgradili so veliko kupolo. Pozabili pa so na peči in ogrevalni sistem. Po izgradnji objekta so se zavedli in začeli razbijati zidove za izdelavo ogrevalne pečice. Ali je to mogoče v mrzlih severnih deželah? Kje je potrebno ogrevati sobo 6 mesecev? No, seveda ne. Kaj je potem razlog za pomanjkanje načrtovanega ogrevanja? Ko so zgradili to cerkev, peči niso bile potrebne. Ker je bilo toplo. Tam je bila drugačna klima, bolj mila. Brez mrzle ostre zime. Cerkev brez predvidenega ogrevanja in kasneje polomljen dimnik. To je odličen dokaz podnebnih sprememb v bližnji preteklosti.